drage Primorke in dragi Primorci. Kot vrt brez rož, kot obraz brez nasmeha, kot Jadran brez pesmi škržatov. Takšna bi bila danes Slovenija brez Primorske. Primorska tole ni bilo moje. Primorska je dežela sonca, gostoljubnosti in predvsem svobodomiselnih ljudi. Zato verjamem, da današnji praznik ni samo praznik nas Primorcev, ampak praznik cele Slovenije. Nisem tukaj zato, da bi kogarkoli učil lekcije iz zgodovine, ker verjamem, da je med vami marsikdo, ki ima marsikatero zgodbo iz prve roke. Pa vendar je bil pesnik in duhovnik Simon Gregorčič v svoji pesnitvi Soči jasnoviden. Že pred stoletjem in več je napovedal kalvarijo prejšnjega stoletja. Žal se je ta uresničila. Prva svetovna vojna je prinesla grozote, za njimi je prišel v naše kraje fašizem. V naših ljudeh je pustil neizbrisne sledi nasilja in zatiranja. Prebudil pa je tudi v nas tisto najbolj plemenito, neizmerno željo po svobodi in upor proti ideologiji sovraštva. Organizacija Tiger je bila med prvimi, ki je celemu svetu dokazala, da se strahu da zoperstaviti s pogumom. In nismo se vdali. Po 2 letih narodnoosvobodilnega boja je Italija kapitulirala. In prav na jutrišnji dan, pred 81 leti, je Osvobodilna fronta izdala proglas o priključitvi Primorske k matični domovini. Štiri leta kasneje so se sanje, naše sanje, za veliko večino Primork in Primorcev uresničile. Žal jih je več kot 100 000 ostalo na drugi strani meje. Pa vendar, kar zadnji 2 desetletji živimo v isti širši skupnosti, je tudi njihov položaj, upam da in verjamem, boljši. Ne glede na to pa bi rad vsem našim zamejskim rojakinjam in rojakom sporočil: Slovenija ostaja vaša matična domovina. In vaš boj za identiteto in jezik bo zavedno zapisan v našem srcu in našem kolektivnem spominu. Včasih se nam zdijo tisti časi oddaljeni in tudi zaradi tega mogoče manj pomembni. Pa vendar, zgodovina v sebi nosi niz brezčasnih lekcij. Lekcij o tem, kako ideologija sovraštva in nestrpnosti nikomur nikoli ni prinesla ne miru, ne svobode. Ne tistemu, ki je zatiral, ne tistemu, ki je bil zatiran. Žal takrat ljubljanski veljaki niso razumeli te lekcije. Zato je prišlo do bratomorne vojne, ki se je kasneje končala z osvoboditvijo in vzpostavitvijo neodvisne Slovenije. Danes, žal, marsikdo, tudi od političnih voditeljev, ne razume te lekcije in odkrito simpatizira z istimi ideologijami v novi preobleki. Ideologijami sovraštva in razdvajanja. Danes je Slovenija varna država in na nas ne padajo bombe. A kljub temu sovražni govor, laži in manipulacije mogoče ne ubijajo naših teles, ubijajo pa našo dušo. Zato je naša odgovornost, da jih zavrnemo in da zavarujemo naše skupne vrednote, vrednote sožitja in svobode.
kajti moč naroda nikoli ne izhaja iz razdvajanja, ampak vedno samo iz skupnih vrednot. Druga lekcija, enako pomembna, enotnost. Nikjer drugje kot na Primorskem se ni zgodilo to, da bi simbolično v veri v svobodo bila združena tako slovensko duhovništvo, kot tudi borci pod rdečo zvezdo. In prav ta enotnost je edina, ki nas lahko pripelje do tega, da bomo tudi v bodoče ustvarjali velike ambicije in cilje. Tretja lekcija pa je, da vse to terja tudi pogum posameznika. Pogum, ki ga mora vsak od nas brati, zato da naredi pravo stvar v pravem trenutku. Dovolite mi, da delim zgodbo o moji mami in njenem očetu. Moja mama je bila rojena tu blizu, na Brjah, med vojno. Nono je bil mobiliziran v resnici še pred začetkom napada na Jugoslavijo. Bil je v enoti v Trentu. Potem se je začela vojna in napad na Jugoslavijo in ko je bila njegova enota premeščena na jug Italije in kasneje je šla naprej v Afriko, je na postaji železniški v Veroni z vlaka ugledal mlajšo žensko z otrokom. Skočil je z vlaka in jo objel. Z njo se je pogovarjal toliko časa, da je vlak odpeljal naprej. On pa se je vrnil domov. Šel v partizane, 8 mesecev kasneje, ker je bila nedonošenček, se je rodila moja mama. Ta zgodba, zakaj sem danes jaz tu, najbolje ponazarja, kako pogum posameznika in enotnost naroda pripelje do prave zgodovine. Jaz bom zato mojim prednikom večno hvaležen. Današnji izzivi zagotovo niso tako težki, kot so bili takrat. So pa mogoče vseeno kompleksni in takrat, ko se naučimo lekcij, jih lahko tudi uspešneje rešujemo. Danes je zagotovo eden največjih izzivov, s katerim Slovenija sooča, kako ohraniti naš javni zdravstveni sistem, ki nam ga zavida praktično cel svet. Kako poskrbeti, da bo javni zdravstveni sistem v bodoče ne le ostal, ampak še bolje izpolnjeval svoje poslanstvo. In prav ta teden smo objavili osnutek zakona, ki zelo jasno razdvaja in ločuje med zasebnim in javnim zdravstvenim sistemom. Potem pa sem bil včeraj na kosilu pri svojih dragih prijateljih. Kosilo je bilo odlično in ko smo prišli do deserta, je gostiteljica, ki je priznana kirurginja na UKC v Ljubljani, načela to temo. In veste, kaj so bile njene prve besede? Jaz bom dala kar odpoved in šla delati ven iz zdravstva. In jaz sem bil najprej presenečen, šokiran, če hočete. Ampak ker resnično cenim slovenske zdravnike, se nisem branil užaljeno, ampak sem se odprl za pogovor. Po več kot uri pogovora, ki je bil včasih dinamičen, ampak ker sva si zaupala, sva našla rešitev, s katerimi bomo odvrnili zdravnike, da zapuščajo zdravstvo in naš sistem zdravstveni ohranili še naprej močen. In ravno to, naša moč ni v tem, da smo vsi enaki. Naša moč je v tem, da kljub razlikam prisluhnemo drug drugemu in iščemo skupne rešitve. In to je lekcija številka 4, s katero verjamem, da v teh časih bi morali prisluhniti prav vsi. Verjamem, spoštovani, da je zdaj tudi čas, ko se vsak od nas sooča z večjimi in manjšimi izzivi. In naj razkrijem eno svojo šibkost. Jaz imam neizmerno tremo pred temi nastopi. In tudi tokrat sem jo imel, dokler nisem par dni nazaj izvedel, da moj Markus
se bo udeležil tega nastopa kot eden od nastopajočih. V isti sekundi je moja trema izpuhtela in jo je nadomestila odločnost. In zato sem tukaj z vami odločen, da skupaj poskrbimo, da bo naš narod še naprej cvetel z rožami na vrtu, z nasmehi na obrazu in da bomo škržatje petje še naprej poslušali na soncu. Stala Primorska!